Tržnica končno tudi funkcionalna. Zadnji asfalt na cesti dolgi desetletja. Programi za aktivno starost. V mesecu požarne varnosti. Kulinarično na tržnici. 2 sezoni vaškega vrta. Najboljši je kramarčkov. Premierno v drugo gre rado. Medvoški športniki nizajo uspehe. Lepo pozdravljeni. Sledi odgovor na največkrat zastavljeno vprašanje prek poletja. Kdaj bo začela delovati nova medvoška tržnica? Odgovor je včeraj. Tako da v soboto že lepo vabljeni. Kakšno minuto čez 8, ko se sicer začne tržni dan na medvoški tržnici, je župan občine Medvode Nejc Smole dvignil medvoško zastavo in tako je bila tržnica tudi uradno odprta in predana dejanskemu namenu. Slovesno je bila namreč odprta že na predvečer občinskega praznika 5. julija, ko se ni niti slutilo, da bo potrebno na uporabno dovoljenje čakati še toliko časa. Kot sem nekje na socialnih omrežjih danes zjutraj že videl, torej z upravne enote se je pokadil bel dim, dobili smo uporabno dovoljenje in zdaj dejansko se začela prodaja izvajati tudi tukaj na tej novi tržnici. Kar nekaj časa je trajalo, da so se pridobili vsi papiri, da so se pridobile vse izjave, vsi certifikati, ki so potrebni za to, da se lahko izpelje postopek uporabnega dovoljenja. Kakšnih večjih popravkov od slovesnega do uradnega odprtja ni bilo potrebno postoriti. Ne, nekaj je bilo odprav napak, ki so zdaj v tem vmesnem času potekale. Nekaj bo pokazala še sama raba tržnice, se pravi, to je bilo zdaj zamišljeno, potem bomo pa videli, kako življenje prinese. Tržnica je zato, da so na njej tisti, ki prodajajo in tisti, ki kupujejo in se bomo potem tudi nekako skušali prilagajati temu, da težave, ki pridejo, sproti odpravljamo, da je prostor prijeten tako za prodajalce kot tudi za kupce. Tržnica je sestavni del celote, ki jo na eni strani zaokroža mestni park s fontano in igrali, na drugi strani pa večnamenska ploščad. Glavni projektant, arhitekt, urbanist in profesor na ljubljanski fakulteti za arhitekturo Janez Koželj je ob slovesnem odprtju celote dejal, da smo Medvoščani dobili enovit javni prostor. Na enem mestu stikališče različnih dejavnosti in različnih generacij, skratka, da smo za vloženi denar, gre za 829.000 evrov za vse 3 pridobitve, dobili največ, kar smo lahko. In na vprašanje, kaj bodo v tržnem prostoru rekle branjevke in branjevci, je suvereno dejal, da bodo prav gotovo navdušeni. Pa lokacija zaenkrat kako kaže? Ja, jaz upam, da bo v redu, no. Dolg časa smo jo čakali in smo jo le dočakali, da se bojo stvari urejene in da je to, no. 2-krat na teden, celo leto? Ja, zaenkrat, ja. Če se bi pa pokazale možnosti za kaj več, pa mogoče tudi, no. Pa bom vprašala, kaj največkrat pridejo k vam iskat? Ja, suhomesnate izdelke, sveže meso, ker je res naše domače, doma vzrejeno in nam kupci kar zaupajo. Zelo lepo narejen tole, dobili smo danes tele misle, določene tele prostore, ki bo kakšen, zdaj pa samo še ljudje ne pridejo, da bomo kaj prodali. Drugače je zelo lepo. Ja, vse je zelo v redu, sem fajn bi bilo, da bilo na teh mizah les. To je hladne mize, hladne so, no. Drugače je pa vse v redu. Vi ste se odločili, da boste kako, 2-krat na teden? 2-krat na teden, ja. Ste se odločili za... Pa pridelava, jabolka, da tudi ni velike zaloge, in bo to kar v redu 2-krat na teden, do konca leta. Ste vzeli letni zakup ali po mesecih? Zdaj sem do novega leta, pa bomo pa videli, kako bo zalogo, ker jaz prodajam sem svoje jabolka. Prvi tržni dan na novi lokaciji, kaj je tisto dobro, kaj je tisto mogoče slabše? Ja, dobro je to, predvsem, da smo tukaj, da je nekaj novega, da je nekaj lepšega, boljšega. Mogoče en minus je ta, ali pa niti ne minus, da se bomo mogli navaditi oziroma da se prilagodimo, pa da se zmenimo in mislim, da nam bo to da nam zmeri to rata. Tokrat ste zakupili recimo 2-krat na teden, za koliko časa? Ja, za celo leto oziroma upamo, da še dolga leta.
Je 2-krat na teden dovolj ali mogoče razmišljate tudi o bolj pogosti? Ja, zaenkrat toliko zmoremo, da obvladujemo delo doma in tukaj za nas je to dovolj, ampak smo pa odprti za vse možnosti. Na tržnici je nameščenih še 6 stalnih zaprtih stojnic, ki jih je občina pridobila preko razpisa lokalne akcijske skupine za mesto in vas. Dobili ste prav posebno tržno mesto, posebna stojnica je to. Kako se vam dopade v tem trenutku in kako se vam bo mogoče, ko jo boste vzeli v roke? Drugače se mi zdi super. Je pa treba jo malo prirediti po mojem okusu oziroma glede na to, da prodajamo med, je mogoče majčkeno pomanjkljiva, pa bomo tako uredili, da bo malo bolj popestril in malo bolj polno videti. Vzeli ste jo v zakup za koliko časa? Zdaj soglasje smo dobili do konca leta, z novim letom, s 1. januarjem pa potem na novo. V kamero smo ujeli tudi prvo nakupovalko na novi medvoški tržnici. Odlično se mi zdi. Težko smo jo že čakali, pa mislim, da je tudi lepo opremljena. In kaj je tisto, kar pridete iskati na medvoško tržnico? Kaj je tisto, kar rečete, ja, na medvoško tržnico moram iti iskati to pa to? Teh stvari je kar nekaj. Mlečni izdelki pri gospe Malenšek so pravilo, drugje sploh ne kupujem, mogoče še kaj od Kobariške mlekarne, ampak skratka, mlečne izdelke nujno, k gospe iz Ribnice grem po jajčka pa po fižol, pa zelenjavo. Skratka, jaz kar kupujem na tržnici, ker hočem, da je lokalno, domače, sveže. Na seji konec maja so občinski svetniki soglasno potrdili odlok o ureditvi nove tržnice, ki določa, kdo bo njen upravljalec. To bo režijski obrat. Odlok določa naloge, pravila in obveznosti uporabnikov tržnice in tudi kazenske določbe. Cenik javne tržnice pa je bil javno objavljen konec meseca avgusta. Dnevna pristojbina v sredah in sobotah je 10 evrov oziroma 8 evrov za medvoške prodajalce oziroma bo 2 evra manj ob plačilu polletne ali celoletne rezervacije prodajnega mesta. Še ena nova zadolžitev za občinski režijski obrat torej. In kdaj bo začel delovati tudi lokal na tržnici? Na poziv se je sicer prijavila le ena, pa vendarle primerna najemnica lokala. Lokal pa bo začel delovati takoj, ko bo najemnica pridobila obratovalno dovoljenje. Podlaga zanj je namreč uporabno dovoljenje, pridobljeno torej pred 2 dnevoma. Naslednji prispevek bomo napovedali malo drugače. Četrtek, 29. novembra 2012 je bil z zlatimi črkami zapisan v zgodovino vaške skupnosti Studenčice. Takrat je namreč komunalno podjetje Ljubljana položilo asfalt na 150-metrskem odseku pod Dolinarjem. Veselje neizmerno ob kančku pelina, saj je na pol-tretjem kilometru ceste skozi Studenčice ostal še 30-metrski makadamski del cestišča, tako imenovano Dolinarjevo dvorišče. In čeprav so bili obeti, da je asfalt tudi na tem delu zgolj vprašanje časa, oziroma smo na novi asfalt čakali vse do letošnjega leta. Prejšnji četrtek pa so zadnji asfalt slovesno s prerezom traku predali namenu. Zaradi tega, ker sem bolj rahlih živcev, se tega nisem udeleževal, dokler je bilo v teku gradnje. Razlogi, da se rekonstrukcija in asfaltiranje ceste vleklo več kot 2 desetletji, so bili v preteklosti različni. Poleg običajnih finančnih pa v zgornjem delu vasi predvsem težave s pridobivanjem soglasij. Pa vendarle je pred 7 leti, ko je bilo položenih še 150 metrov asfalta, med krajani vladal velik optimizem, da bo kmalu urejen in asfaltiran še zadnji 30-metrski makadamski del cestišča, ki tako kot večina ceste poteka po privatnem cestišču. Dela so se dejansko začela šele 6 let kasneje, lansko leto pozno jeseni. Izvajalec del je bilo podjetje Evrograd, pogodbena vrednost del pa je znašala dobrih 47 000 evrov. Poleg rekonstrukcije in asfaltiranja na glavni in eni od dovoznih cest je bilo predhodno urejeno tudi odvodnavanje še na eni od dovoznih cest, zgrajeni kaskadni jaški ter oporni zid. In potem, ko je bil asfalt menda le še vprašanje časa, se je spet čakala vse do petka 12. julija, ki je bil spet z zlatimi črkami zapisan v vaško kroniko. Gorenjska gradbena družba je namreč položila zadnji asfalt.
Mi smo zelo veseli, da smo dokončali ta naš projekt, ki se je začel že precej mandatov prej, to moram povedati. Ja, mi smo zaključili, cesta je asfaltirana, imamo tudi izredno lepo obvozno pot, ki nam služi kot obvozno, če so pač te glavne ceste zasedene, ker cesta le poteka čez dve glavni dvorišči velikih kmetij. Pomeni nam ogromno, ker to je bil ena tako ozko grlo ob vsakem dežju, ob vsakem snegu, ob poletju, ko je bil prah, je bilo res zelo zoprno. Eno dolgo obdobje se je zaključilo, zdaj lahko razmišljamo za naprej, za naslednje projekte, tudi kar se finančnega stališča tiče, ne. To nam je viselo nad glavo kar dolg časa, vemo, da je projekt se je precej podražil s časoma, ne, ker so se pokazali dodatna dela, dodatni problemi, dodatne oporni zidovi, ko se je začeli kopati, se je pokazalo, da se rab zid odvodnjavanje. Ta investicija je pravzaprav potekala v dveh fazah. Ena faza je bilo meteorno odvodnjavanje, v Studenčicah namreč ni enostavno speljati vseh vod in jih nekako zapeljati, brez da bi delale poškodbe, tako da to je bil en del investicije, ta drugi del je bil pa vezan seveda na nujne investicije okrog asfaltiranja. Mislim, da se ne zlažem veliko, če rečem, da je bila investicija v končni sumi krepko preko 60 tisoč evrov. Prejšnji četrtek so vaščani zadnji asfalt slovesno predali namenu. Ja, nekako moram reči, da mi je ob tej otvoritvi po svoje tudi malo nerodno, ne? Ker ta otvoritev tudi dokazuje, da pravzaprav, če začnem pozitivno, dokazuje to, da se ljudje vsem znajo veseliti tudi relativno majhnih investicij. Po drugi strani pa, da leta 2019 praznujemo zaključek ceste, ki kot reče se 30 let delala, nam kot občini gotovo ni v ponos. Vse zadeve pa gredo, seveda, če se ljudje znajo pogovarjati oziroma uspejo dogovoriti. In z tega mesta pri tej investiciji gre posebna zahvala najprej krajanom, vsem zato, da so stopali korake nazaj, da je pravzaprav do tega lahko prišlo. Ker če bi vsakdo trmoglavo vztrajal pri svojem, potem bi ta del ceste do nadaljnega ostajal neurejen in nevaren tudi za promet. Ob tem se je zahvalil tudi aktualnemu in predhodnim vaškim odborom za upravljeno delo in tudi sodelavcem v občinski upravi ter podžupanu Ivu Repu. Trak čez cesto je sicer prerezal kar mlad vaščan ob pomoči ene od bolj zaslužnih sodelavk iz občinske uprave, Mete Rotar, iz oddelka za splošne premoženjsko-pravne in družbene zadeve, za katero se delo vendarle še ni končalo. Rečem, polovica ceste nekako pravno ni urejena. Zadeva je taka, da vemo, včasih je bilo to vas, ne, včasih so hodili s konji, vozovi, cesta je bila ozka. Danes je cesta precej širša, ne, in tam, kjer se cesta širila, tam so seveda smo posegali v privatna oziroma zasebna zemljišča, treba je zemljišča zamenjati, treba je odmeriti, to je kar dolgotrajen postopek. Zdaj bom tako rekel, večina lastnikov je zelo naklonjenih temu oziroma nimamo nekih problemov, se pa seveda najde kakšen, ki pa pač je malo bolj navezan na svoje zemljišče in temu pač malo več dogovarjanja treba, malo več časa preteče, ampak mislim, da s časom oziroma do konca mandata tega jaz upam, da bomo kompletno cesto legalizirano, kako je treba. Kakšen suport ste imeli z strani občinske uprave? Moram kar reči, da je občinska uprava bila zelo kooperativna, ne. Bili so velikokrat, čeprav smo imeli ogromno nekih dodatnih del, dodatnih želja, ki se je pol pokazale tekom gradnje, so nas zelo podpirali, so nas zelo šli na roko, veliko stvari se je dodatno naredili. Po 3. kilometer ceste skozi samo vas Studenčice se je po odsekih urejal in asfaltiral več kot 20 let. Toliko, da je veselje nad zadnjim asfaltom že skalilo dejstvo, da cesti na 2 odsekih že grozi plazenje. Ko smo ta odsek zaključili, smo seveda ugotovili, da imamo že kar nekaj novih izzivov, tudi na sami cesti, predvsem v Studenčicah je problem vode in pa seveda tudi plazenja. Tako da na 2 odsekih bo cesta potrebna v prihodnjih letih tudi že sanacije, nekaj upamo, da nam bo uspelo že tudi prihodnje leto narediti. Kadarkoli govorimo o plazovih, ki niso nekega površinskega nastanka, ampak gre za to, da drsi, recimo geomehanika je pokazala, da na enem odseku se zna zgoditi, da drsi celo 7 metrov v globino, tam bo potrebno pilotiranje. Pri tem pa se stroški skokovito narastejo. Se pravi, včasih ljudje rečejo, da tistih 10 metrov bi pa res lahko zakrpali, lahko jih, ampak bo naslednje leto precej podobno. In tam zelo hitro govorimo o investicijah nad 50 tisoč evrov. Še pred leti smo podajali oceno, da se po tej cesti dnevno pelje vsaj 100 osebnih avtomobilov in tovornih vozil ter šolski avtobus. Danes je prometa še več. Promet se je v zadnjih letih precej povečal. Predvsem opažamo, da je ogromno turistov,
kolesarjev, gobarjev, ljudi, ki nabirajo kostanj, tako da 100 avtomobilov bo kar, zdaj če že sam ta čas, ko tukaj stojimo 1 uro, smo videli, da večina občanov je tukaj, pa je vseeno šlo 10 avtomobilov mimo. Tako da je kar cesta obremenjena. Vemo, pločnika nimamo, tako tudi za naše otroke, ki hodijo v šolo, ki hodijo s kolesi v šolo, je, ne bom rekel kritično, ampak včasih obstaja kakšna nevarnost, tako da se želimo mogoče v prihodnosti kakšnega pločnika ali pa vsaj na tistih kritičnih odsekih, kjer tudi so hitrosti avtomobilov višje, kakšen pločnik ali pa vsaj neko malo širšo obcestno pot. Zavod Aktivna starost je v četrtek, 10. oktobra, pripravil sedaj že kar tradicionalni dan odprtih vrat v Centru starejših Medvode, enem od 8 domov, ki so v lasti koncesionarja podjetja Deos. Namen pa predvsem ta, da hkrati s predstavitvijo delovanja Centra za starejše Medvode, ki je mimogrede povedano nabito poln, predstavijo tudi program prostovoljstva Prijatelj srca in predvsem 2 programa za starejše, ki še bivajo doma. To sta program Aktivni dan in Aktivno dnevno varstvo. Poleg pomanjkanja prostora je največji problem centra trenutno pomanjkanje negovalnega osebja. Program Aktiven dan je socialno-varstveni program namenjen izboljšanju kakovosti življenja najstarejšim, tudi tistim, ki še bivajo v svojem domačem okolju in se zaradi različnih ovir ne morejo zadovoljivo udeleževati aktivnosti zunaj svojega doma. V Centru starejših Medvode program izvajajo zadnje 3 leta. Aktivni dnevi potekajo vsak torek pa četrtek ob 9:30 do 1 ure popoldne. Najprej se zberemo 9:30 tukaj gori, spijemo kavico pol ure, potem pride naša Mateja iz klinike za telovadbo in vsakič imajo neko novo temo. Včasih imajo od bolezni, včasih o človeškem telesu. Po temi tam približno 20 minut se začnejo telovadba. Uporabljajo različne pripomočke, žoga, elastike, lestev. Po telovadbi imamo še uro vaje za spomin, včasih tudi pojemo, kakšne vice govorimo in tako naprej. Aktivni dan prinaša starostnikom eno pozitivno energijo, druženje. Dosti se pozna, kako starostniki napredujejo v smeri ravnotežja. Neki gospod nam je tudi omenil, kako hodi na aktivni dan, da opaža, kako je po teh telovadbah, kako lažje si dviguje pa doseže neko stvar, ki je prej ni mogel. Aktivni udeleženci aktivnega dne so z nami delili pozitivne izkušnje. Zelo v redu, rada pridem, vsi se lepo razumemo, fajn so terapevti, izredno jih imamo radi in tako naj bo naprej. Odkot prihajate, kje sicer? Ja. In ste trenutno še doma, v domači oskrbi? Ja, pri hčerki, drugače sem pa jaz doma iz Sovodna, samo sem prišla hčerki in zdaj hodim tle že 2 leti. Zelo sem zadovoljna. Z vsemi se lepo razumemo in lepo je. Jaz živim tle 1 ulico stran, pravzaprav 2 in sem tle bližnji sosed. Dom že poznam, ker tle že hodim 17 let kot prostovoljc, ampak zdaj so me pa malo težave z zdravstvom, sem na onkološki terapiji in sem zvedel za ta aktiven dan tle, ta program in od marca hodim tle in se zelo v redu počutim. Pri čem vam predvsem pomagajo tele vaje? No, vaje predvsem za gibljivost samo, za vzdržljivost, tudi za moč teh mišic, ki sem jih izgubil, potem pa samo druženje. To, mi zjutraj pridemo tle ob 9:30, malo debate, potem pride terapevtka, malo predavanja, potem pa telovadba 1 uro. Potem pa še malo debate, pa zaključimo s kosilom. In mi 2-krat na teden doma ni treba kuhati, ker živim sam. Uporabnik za obiskovanje programa Aktiven dan, ki torej mesečno vključuje 32 ur aktivnosti pod strokovnim vodstvom in 8 kosil, plača skupaj 45 evrov.
Dobro leto dni v Centru za starejše Medvode poteka tudi nova storitev aktivno varstvo oziroma dnevno varstvo za starostnike, ki je namenjeno vsem starostnikom, ki živijo še doma, zaradi nesamostojnosti pri dnevnih opravilih pa potrebujejo pomoč oziroma to pomoč potrebujejo njihovi svojci v času svoje odsotnosti. To so naši prostori in pri nas so pač varovanci, ki pridejo zjutraj, ob 7 se začne, pa do 4 popoldne. Dnevno varstvo poteka v tem prostoru in tukaj prostoru zraven. Zjutraj gremo najprej na zajtrk, preberemo časopise, potem so pa razne delavnice. Telovadimo tudi, pomagamo pri gospodinjskem krožku, razne stvari po želji. Gremo na sprehode, pa počivamo na teh počevalnikih. Eno leto, kakšen je odziv, je mogoče ta storitev dovolj znana med družinami? Smo naredili kar dobro reklamo in imamo trenutno 9 teh naših varovancev, ampak pač ne hodijo vsi vsak dan. Tako da prav velika skupina ne more biti, ker je to zaradi prostorov. Cena programa, ki poleg aktivnega preživljanja časa vključuje tudi 3 obroke in možnost počitka, je 20 € na dan. Poleg teh 2 programov pa so tokrat predstavili tudi program Prijatelj srca, s katerim želimo pridobiti prostovoljce, ki bi nam pri delu pomagali. Za kakšno prostovoljno delo gre? Kje se lahko prostovoljci najdejo? Vsak, ki bi si želel postati prostovolec, se lahko najde pri nas. V bistvu ali gre za druženje, če ima kakšen konjiček, kar ga imamo vsi, lahko tudi ustvari oziroma pomaga z tem konjičkem, recimo branje, glasno branje za naše stanovalce, sprehajanje, šah in pa druge igre. Načeloma pa gre za druženje. Tem prostovoljcem pa seveda nudimo podpis dogovora o prostovoljstvu in pa povrnitev potnih stroškov. Sicer to ni veliko, ampak za kakšno kavico pa je. Tako kot domala vsi domovi za starejše v Sloveniji, bodisi javni ali privatni s koncesijo, se soočajo z 2 problemoma. Prvi je prostorska stiska, zato so prej omenjeni programi toliko bolj dobrodošli. Trenutno smo polno zasedeni, evidentiranih vlog imamo čez 1000, tistih, ki bi si takoj želeli priti k nam, pa je nekaj okoli 30. In drugi problem vseh domov za starejše je pomanjkanje negovalnega osebja, ki ga v 8 centrih za starejše, ki delujejo pod okriljem Deosa, poskušajo rešiti z 2 projektoma. Letos smo razpisali prvič tudi štipendije, 34 štipendij za bolničarje negovalce. Seveda teh 34 je za celotno družbo Deos, kar pomeni 8 domov starejših. Potem izvajamo tudi projekt 200 mladih, kjer v okviru družbe 200 mladih usposabljamo za poklice, ki jih primanjkuje. To so bolničar negovalec, socialni oskrbovalec, kuharski pomočnik in še kakšen bi se našel. Gre za skupen projekt v sodelovanju s šolo za odrasle CDU Univerzum, kjer opravijo teoretični del šolanja, praktično pa se usposabljajo v Deosovih centrih za starejše. Tem mladim, ki se vključijo v ta program, tudi jamčimo zaposlitev dejansko, ne samo pri nas, ampak tudi pri ostalih drugih zaposlovalcih. Tako da veliko je teh načinov, da bi lahko to zadevo rešili. Potrebno pa je imeti voljo, strategijo, predvsem strategijo, ki je pa država, po mojem mnenju, prave nima. Oktober je mesec požarne varnosti in čeprav so prostovoljni gasilci aktivni skozi celo leto, je v tekočem mesecu pri njih še posebej zanimivo.
Dnevi odprtih vrat, tekmovanja, srečanja in izobraževanja. Pretekli vikend je bil resnično gasilsko obaran. V Tacnu se je v soboto in nedeljo odvijalo regijsko tekmovanje gasilcev in našo občino je zastopalo kar nekaj ekip, ki so postregle z vrhunskimi rezultati. V soboto so v Žabnici pripravili srečanje 4 pobratenih gasilskih društev, med katerimi je tudi prostovoljno gasilsko društvo Sora. Za konec pa smo obiskali še dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, kjer so poskrbeli za zanimiv prikaz sodelovanja policistov in gasilcev. Regijsko tekmovanje v Tacnu je postreglo številnimi nastopi. V soboto so se tam zvrstile mladinske ekipe, v nedeljo pa so tekmovali člani. Našo občino je zastopalo kar nekaj društev, to so bili tisti, ki so se najbolje odrezali na občinskem tekmovanju. Na sobotnem tekmovanju je bilo 7 mladinskih oziroma pionirskih ekip iz Gasilske zveze Medvode. Ja, to je kar velik organizacijski zalogaj. Če računamo, da bo tam enih 800 tekmovalcev danes se tu razvrstilo, imamo cirka 50 sodnikov in pa potem kurirsko službo, redarsko, to je pa približno še 30 redarjev, kurirjev. In kaj čaka tiste najboljše danes, ki se bodo povzpeli na najvišje mesto? Čakajo jih seveda pokali in pa uvrstitev na državno tekmovanje, kot sem že rekel, drugo leto. Prve 3 najboljše ekipe. Kako ste pripravljeni na današnjo regijsko tekmovanje? Imeli smo pač te vaje z gasilci, ko smo postavili ta poligon in pa smo pač vadili ta poligon, pa korake, pa štafeto. In kaj pričakujete od današnjega tekmovanja? Ja, ne vem, upamo na najboljši rezultat, pa v bistvu pač zabavo. In zakaj sploh radi hodite gasilcev? Zakaj ti recimo rada hodite? Zaradi tega, ker pač po nekaj počnem popoldne, pa zaradi prijateljev, pa v bistvu zaradi tega, da se pa kaj več naučiš, ker naprimer pa imaš znanje, če ti hiša zgori in pa veš, kaj narediti. Kakšni so občutki, kako ste se odrezali? Ja, v redu, glede na to, da smo imeli zelo malo treningov, mislim, da je bilo kar v redu. Vi vseeno poznate tekmovanja mogoče na malo višjem mednarodnem nivoju, kako je v primerjavi s tem? Imate več, manj treme, je tole vam čist mala malca? Jaz iskreno nisem nič imela treme zdajle, tako da ja, je mala malca. Ne, sem v bistvu tudi dvakrat zelo živčna. Kaj pa te je najbolj skrbelo mogoče? Ja, pač vaja, ne, glede cevi pa to. In kakšen rezultat pričakujete? Prvo mesto. V mladinskih vrstah so naši gasilci pobrali najvišja mesta. Mladinci iz PGD Sora so zasedli prvo mesto, na najvišjo stopničko pa so se povzpele tudi mladinke iz Zbilj. Te 2 ekipi čaka tudi uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo prihodnje leto v Celju. Gasilsko obarvana pa je bila tudi nedelja, saj so na prizorišče stopili člani. Gasilsko zvezo Medvode je zastopalo 12 ekip, ki so se odlično odrezale. Ja, gasilski vikendi smo jih kar malo pogrešali, no. Tako da smo spet nazaj v tekmovalnih ritmih. Tako da ja, danes sem v vlogi mentorja, kar mi je bistveno bolj pisano na kožo kot jutrišnja tekmovalna vloga, ampak se veselim seveda tudi tekmovalne vloge, ker mislim, se zato treniramo tudi mi, da se pokažemo. No. In če primerjate mogoče, kaj je bolj stresno ostati ob progi ali biti tekmovalec? Mislim, tako bom rekel, jaz kar govorim z ljudmi, ki delajo, v bistvu, ki so bili nekoč tekmovalci pri mladinkah, pa da so poje mentorji, je težje gledati, ker ne moreš nič spremeniti. Mogoče bom rekel, da je tudi težje, meni osebno je pa težje tekmovati, no. Zato ker nimam toliko tekmovalnih izkušenj, imam bolj, se pravi, mentorske in mi je težje mi je, se pravi, tekmovati, zato ker lahko tudi jaz zaserjam, tam ne morem, pa se lahko nad njih poizpravljam. Po najboljših mestih so posegli starejši gasilci iz Smlednika in pa članice A iz Zbilj, 3. mesto pa so zasedli člani A prav tako iz Zbilj. Sobotno dopoldne pa je bilo gasilsko obarvano tudi v sosednji občini Škofja Loka. Tam so se že tradicionalno srečali gasilci pobratenih društev, med katerimi je tudi prostovoljno gasilsko društvo Sora. Ja, danes v Žabnici poteka 40. srečanje 4 društev Žabnica, Sora, Škofja Loka in Kočevje. Ta tradicija traja že 40 let in veselje mi je, da letos mi to gostimo, to obletnico, tako da pred nami je super dan. Začel se bo tako, kot se je začel 40 let nazaj s trodelnim napadom, potem pa nadaljujemo z kratko akademijo, podpis slavnostnih listin o nadaljnjem sodelovanju, potem pa še druženje
Zmenjamo malo teh izkušenj iz samega dela gasilstva. Moramo vedeti, da sta Kočevje in Škofja Loka tudi enote posebnega pomena in za nas te manjša društva vsa te izkušnja, znanje pa možnosti, da pridobiš neke znanje, izkušnje tudi veliko pomenijo, ker se ne srečujemo z vedno s tako obsežnimi zadevami, kot imajo te enote za posebne potrebe. Je pa še druga vez, ki utrjuje, to so pa prijateljstva, pa te posebni odnosi, ki se vsako leto 2-3 srečamo, res prijetno in koristno. Druženje, izmenjava izkušenj in ohranjanje dolgoletnega prijateljstva so začinili še s tekmovanjem z motorno brizgalno. Sledil pa je podpis listine o nadaljnjem sodelovanju. 40-letna zgodovina se je začela pisati konec leta 1979. Ker v bistvu to srečanje nastalo zaradi tega, ker so se prvotno pobratile krajevna skupnost Kočevje mesto in pa krajevna skupnost Škofja Loka. Se pravi, dejansko je to srečanje nastalo iz te povezave in potem je bila leta 1979 podpisana uradna listina o pobratanju med društvi PGD Kočevje in PGD Škofja Loka. S tem, da smo glede na to, da je bil od začetka tekmovalni značaj, to, kar se tudi danes tukaj uvodoma dogaja, je bilo potrebno, da je bilo še nekaj ekip zraven. In k povabilu je predvsem Škofja Loka povabila tudi nekaj društev iz te gorenjske naveze, in praktično so tukaj ostali Žabnica in pa Sora kot stalni gosti. In smo nekako tudi potem mejnik tega srečanja vzeli letnico 1979, se pravi, da je letos 40. jubilejno srečanje, iz enega preprostega razloga, ker je bila takrat podpisana v Škofji Loki ta listina pobratino med Kočevjem in Škofjo Loko. Tradicija se je nadaljevala vse do danes in tudi na sobotnem dogodku so se zavezali k nadaljnjem sodelovanju. Dan pa so gasilci iz vseh 4 društev zaključili s prijetnim druženjem. Sobotno popoldne pa so gasilsko obarvali tudi v Zbiljah. Toplo jesensko vreme je na njihov tradicionalni dan odprtih vrat privabilo številne obiskovalce. Ja, zdaj smo šele začeli, počasi se nabirajo, upam, da bo tako kot lani je bilo zelo lepo, ampak kakor vidim, se bo tudi letos, upam, da uspeh ponovil. In kaj vse ste pripravili za obiskovalce? Tradicionalno imamo seveda kuhano vino, čaj, kostan pečemo, prikaz doma in opreme, ogled, ne prikaz. Potem imamo pa danes eno prikazno vajo, namreč imamo tukaj ekipo, ki imajo policijske pse, ki bodo iskali požigalce. Potem bomo še imeli pa prikaz gašenja. In prav prikaz dela s policijskimi psi je požel največ navdušenja. Obiskovalci so si lahko ogledali, kako poteka iskanje sledi in tudi delček treninga policijskih psov. Ta 2 kužka sta namenjena za odkrivanje vzroka požarov. Tukaj so prikazala danes, kako kuža najde vzorc puščenega bencina, dizelna, kerozina, petroleja in drugih vnetljivih snovi. Se pravi, postavili smo vzorc, četrtinko kapljice. Kužka, kot ste videli, se pravi nemški ptičar Fago in pa belgijska ovčarka Bri, nista imela težav, sta vzorce z lahkoto najdla in nakazala. Ko pes v dejanski situaciji najde vzorec oziroma kraj požiga, to nakaže, potem pa so zato kriminalistični tehniki oziroma tudi mi, ki jim pomagamo, vzamemo vzorec na kraju, ki ga kuža pokaže in se potem to pošlje v laboratorij, da se tam potrdi, da gre dejansko za sledove vnetljivih snovi. Najbolj pomembno je, da je pes pripravljen delati in da ima izražene določene karakteristike. Psi morajo biti igrivi in pripravljeni za učenje. Pomembno je tudi, da so kužki pasemsko podobni nemškemu ovčarju, rottweilerju, nemškemu ptičarju ali terjerju. In koliko je tega sodelovanja v praksi na letni ravni, mogoče na mesec? Zdaj, mi smo s tem začeli pred 3 leti. Moram pa reči, da se vsako leto poveča za 200%. Tako da pred 2 leti smo imeli 3-4 uporabe, lani jih je bilo okrog 10, letos pa jih pa več. Sobotno popoldne se je nadaljevalo v sproščenem duhu. Obiskovalci so si lahko ogledali še gasilni dom, opremo in kupili gasilne aparate za domačo uporabo.
Kmetijska svetovalna služba Medvode v drugi polovici oktobra organizira niz 5 izobraževanj, za katere je prejela sredstva iz medvoškega občinskega proračuna, saj se je uspešno odzvala na povabilo občine, da poda ponudbo za izvajanje izobraževanja in informiranja na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v naši občini. To soboto je tako potekala še na stari začasni lokaciji Medvoške tržnice demonstracija uporabe zorenega mesa. Za marsikoga najbolj okusen del tokratnega izobraževanja. Gre za projekt, ki ga Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana, pod okrilje katerega sodi tudi Medvoška kmetijska svetovalna služba, predstavlja že vrsto let. Mi ta projekt smo začeli že praktično skoraj pred 20 leti, ne. In ta projekt je namenjen tako osveščanju potrošnikov, tudi mesarjev, tudi seveda živinorejcev, ker vsi skupaj predstavljajo to verigo, ki pripelja do enega vrhunskega izdelka, ne. Kaj je torej zorenje mesa? Je naraven proces encimske razgradnje mišičine in maščob, ki se prične 24 ur po zakolu živali. Mišični sladkor se razgradi do mlečne kisline, ki deluje kot naravni konzervans in zavira razmnoževanje bakterij. In še več, sledi razgradnja beljakovin in tako imenovano mehčanje mesa. Vzporedno do neke mere poteka še razpad maščob. Meso mora odležati na določeni temperaturi določen čas. Rezultat pa sočen in mehak, v konkretnem primeru kos govedine. Z zorenjem mesa ćemo doseči, da ga zmehčamo, potem v samem postopku zorenja se meso mehča, seveda je potem pomembno, da se to meso, ki je pozoreno, tudi na ustrezen način pripravi. Drugače v slovenski kulinariki, v kuhinji, se največ mesa poje v goveji župi, ne? Tudi te najboljše kose, kot je hrbet in tako naprej. Mi pa pač promoviramo tudi peko na žaru, to je rezultat argentinske ali pa te kuhne. Na ta način lahko dosežemo vrhunske izdelke tudi iz govedine, kar je odličen nadomestek tudi za razne male mesne svaljke oziroma čvapčiče ali pa pleskovice. Tukaj na ta način pripravljeno meso je brez konzervansov, niti ga ni potrebno soliti ali poprati, ker sam ta mesni sok je sam po sebi je slan in ga lahko uživamo brez vseh dodatkov. Meso lahko zorimo tudi sami doma na 3 načine. Če smo v časovni stiski, lahko naredimo kvašo iz kisa, bolj kislega vina ali limone, damo vanjo sveže meso in začimbe in ga pustimo na sobni temperaturi dan ali 2. Če nismo v časovni stiski, lahko meso zorimo v olju. Vzamemo posodo, damo vanjo nekaj olja, meso in naokoli spet nalijemo olje. Damo v hladilnik in pustimo meso pri 4 stopinjah Celzija 14 dni. In tretji način, namesto olja lahko meso vakuumsko zapremo v vrečko in ga damo v hladilnik, da odleži 2, 3 ali celo več tednov, odvisno od temperature. In še, če sveže meso zamrznemo in kasneje odtajamo, zorenje ni več možno. No, v bistvu zorimo lahko vse rdečo meso, to se pravi govedino, konjsko meso, divjačino, starejše prašiče, ne. V prvi vrsti je to odgovor, kako še pripraviti torej goveje meso, ki ga je v Sloveniji dovolj in je kvalitetno. Da v Evropi imamo vse travnike prav enake barve, enako zeleno, mi imamo pa en kup biotske pestrosti tudi na naših travnikih, tako da je to tudi vrhunska govedina. Seveda pomemben je pa tudi sam postopek vzreje, to se pravi, tu znamo narediti, ne. Postopek pred klanjem je tudi zelo pomemben in še samo zorenje, potem pa priprava in imamo vrhunske izdelke iz naše domače govedine. In kako zoreno meso pripravimo? Kot ga je tokrat Peter Indihar, nosilec projekta Zoreno meso na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Zoreni kos mesa ogrejemo na sobno temperaturo, pred peko ga ne potolčemo in ne solimo. Posoda, ponev, žar, plošča ali rešetka mora biti pred pečenjem primerno vroča. Koliko časa ga pečemo,
pa je odvisno od našega okusa. Poleg sobotne demonstracije uporabe zorenega mesa sta včeraj v sejni sobi Kmetijske zadruge Medvode potekali še 2 predavanji. Prav danes so se medvoški kmetovalci odpravili na ogled dobrih praks v dopolnilnih dejavnostih na 5 kmetijah v okolici Ivančne Gorice. V ponedeljek 21. oktobra pa bo na kmetiji Križajevih na Senici še prikaz učinka uporabe česal in herbicidov v žitih pred in po setvi. Že prejšnjo soboto pa so v Smledniku zaključili že 2. sezono vrtnarjenja v tako imenovanem skupnostnem vaškem vrtu. Sezona je bila dobra, pravijo. Za konec pa so v goste povabili še zbirateljico ljudskega izročila Dušico Kunaver, ki je pripravila predavanja o vlogi rastlin v ljudskem izročilu. Vaški vrt ali bolje rečeno skupnostni vrt v Smledniku uspešno živi in se razvija sedaj že 2. leto. Na njem uspeva 110 različnih vrst rastlin, predvsem zelišča, žita, jagodičje, stare kulturne rastline in druge zanimive vrste zelenjave, za katere skrbijo zainteresirani krajani v koordinaciji društva Slovenski center za ustno zgodovino. Uspešna vrt uresničuje svoj namen, sodelovalo je preko celega leta pri urejanju skupno 40 prostovoljcev. Tega smo zelo veseli in mislim, da če bomo s tako energijo sodelovali pri tem še naprej, bo vrt še veliko sezon, upamo, lep in zanimiv. Letošnja sezona na vrtu je bila uspešna in to navkljub z dežjem preveč darežljivi pomladi. Zelo uspešna glede na vremenske razmere, kar se vidi tudi še danes, oktobra, ker je vrt v bistvu zelo zelen in cvetoč za ta letni čas. Samih predelkov, torej predvsem semen zelišč, je bilo malo manj kot lani, ampak to tako ali tako ni glavni poudarek tega projekta. Vaški vrt v času, ko se povečuje zanimanje za samooskrbo, služi kot prostor druženja in izobraževanja. V 2. letu svojega obstoja pa je bil vrt, kot tudi sam prostovoljski projekt, opažen tako na lokalni kot tudi na državni ravni. Prejeli smo 2 priznanji, na obe smo zelo ponosni in zelo veseli. Na natečaju prostovoljec leta sicer nismo bili izbrani za najprostovoljski projekt, kandidirali smo v kategoriji skupnostno prostovoljstvo. Dobili smo priznanje za sodelovanje na nacionalni ravni. In pa prejeli smo priznanje občinske turistične zveze v akciji Moja dežela lepa in urejena. Društvo sicer že 15 let preko dogodka Flancanje skrbi za spomladansko izmenjavo sadik oziroma flanc na trgu Svetega Urha v Smledniku na podoben način, kot so to na tem istem območju nekoč počeli že naši predniki. V letošnjem letu je sicer dolgoletna predsednica Andreja Burja-Čerin vodenje društva predala Urški Sešek. Trenutno imamo 30 članov, tako da zdaj malo narašča članstvo, na kar smo tudi zelo ponosni. Pa upamo, da bo še kaj več in želimo si pa predvsem mlado članstvo. Za zaključek sezone so v goste povabili upokojeno predavateljico angleškega jezika, znano predvsem kot neumorno zbirateljico ljudskega izročila in etnološkega gradiva Dušico Kunaver, ki je zbranim ob zaključku sezone predavala o vlogi rastlin v našem ljudskem izročilu. Predvsem pa jo je navdušil skupnostni vaški vrt v Smledniku. Torej, ne poznam kraja, ali pa lahko rečemo ne samo v naši deželi, da bi se ena vas skupaj odločila mladike skupaj delati. Ker tle ne gre samo za sadike, gre za veliko globjo vsebino. Lejte, to so stoletja lakote, ko so bili ljudje 2-krat, 3-krat, 4-krat na leto siti, za praznike, za kakšno ohcet. Ampak da bo cela vas imela dobre rastline, da bomo vsi pridelali, da vsi ne bomo lačni, to gre za veliko večjo vrednoto kot sama sadika. Društvo, ki s svojimi aktivnostmi skrbi za povezovanje in krepitev lokalne skupnosti, obujanje tradicij skupnostne pridelave in lokalne samooskrbe ter ohranjanje starih znanj, je na zaključni dogodek povabilo tudi nosilce smleške ljudske noše, ki so se sicer premierno predstavili v mesecu septembru. V oblačilih, ki so bila v sklopu projekta Las za mesto in vas, v celoti izdelana ročno in iz naravnih materialov,
in predstavljajo pražno nošo premožnega kmeta in kmetice iz okolice Smlednika v drugi polovici 19. stoletja, so se na trgu Svetega Urha v Smledniku, kjer je tovrstno opravo moč videti tudi na freski stene kulturnega doma, tokrat predstavili Sonja in Franc Konjar, Marjan in Olga Mali ter Milena Simončič in Franci Jenko. Po naši evidenci je bila prejšnjo nedeljo, torej prvo nedeljo v mesecu oktobru, že najmanj 20. tradicionalna Kostanjeva nedelja na Katarini. Letos rekordno obiskana. Hkrati je potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirjevega golaža oziroma krompirjeve enolončnice. Že prejšnjič smo vam zaupali zmagovalno ekipo. To je bila ekipa Kramarčkovih iz Preske. Pa začnimo kar slednjim. Začnimo z dejstvom, da je bil rekorden obisk in z naslednjo ugotovitvijo. Rekli ste ravno kar, ura je malo čez 12, mi smo fertik. Kaj pomeni to? Očitno to pomeni, da je naš golaž, krompirjev golaž, bil tako dober, že na prvi pogled, da so ga vsi hoteli probati. In ker ga je toliko ljudi probali, upam, da bo to tudi glasovali za nas, smo spraznili našo posodo. Ob bok domači ekipi, torej ekipi pod okriljem Turističnega društva Katarina, so se postavile še 3 ekipe. Vse so za pripravo krompirjevega golaža oziroma enolončnice prejele enake osnovne sestavine, pa vendarle smo spet lahko okušali različne jedi. Naši predhodniki so iz leta v leto rekli nekako takole, da je potrebno veliko ljubezni, verjamem pa, da je treba še nekaj drugega. Kaj je bil moto letošnjega krompirjevega golaža? Kaj je bil moto? Moto niti ne vem, če je, ampak res pa je, da je treba veliko ljubezni pa potrpežljivosti. Začeti je treba, pravilen vrstni red je potreben tudi, ker se vse sestavine se ne skuhajo enako hitro. Tako da jaz mislim, da so pol tudi že izkušnje, da tisti, ki smo tlele že malo maratonci, že malo dalj let, mogoče malo več izkušenj, pa malo vemo, kako. Kot tisti, ki so prvošolci. No. Jaz sem ga delala tako, kot ga je delala moja mama, babica. Sestavine, malenkost začimb in je to. Bolj kot ne malenkost z minimalno količino vode, toliko, da se zaliva. Sicer je pa golaž je tako čebula. Čebula, krompir, korenje. Danes nažalost nimam s sabo gob, sicer pa dodam vedno gobe še zraven in je krompirjev gobov golaž potem tist poslastica. Vaša ljuba je ali pač ne? Ja, to pa lahko rečem, da je kar pri meni doma, je to redno na jedilniku, zraven palačinke in je krasno domače. No, letos smo naredili pa eno tako dobro mešanico 2 zmagovitih ekip, tista, ki je lani zmagala, jedro tiste ekipe smo vzeli, pa malo smo prinesli, malo smo katarinskim fantom dodali malo preške ljubezni, da bomo pa videli. Drugače pa isto, sestavine so pravzaprav tako, kot je povsod enake, je pa način, na kakšen jih doziraš, malo drugačen, pa koliko česa daš. Mi smo se odločili po našem mnenju za eno tako luštno mešanico, popestrili smo vse skupaj s tem, da smo na koncu dodali na vrh še popečeno klobaso, malo jo seveda tudi prej noter dali. Zdaj bomo videli, kaj ljudem najbolj všeč. Mi smo prvič tule, imamo se super. Do tega je prišlo pa tako, da je Matej, se pravi moj brat, je prišel do mene, ne vem, 2-3 tedne nazaj. Na kaj pa, če bi mi šli, ja ne vem, parjav se. Evo, in smo tle, tako da, ne vem, no prvič po moje sploh kuhamo, mislim, kuhamo že, ampak prvič v taki zasedbi in tako da nam je super, evo, uživamo, tako da upam, da tudi smo dobro skuhali, pa da bo tudi ostalim všeč. No. Izjava je bila posneta še preden so poskuševalci, torej obiskovalci prireditve dali oceno, da je golaž Kramarčkovih najboljši. Kaj je mogoče drugače v vašem golažu, pri vašem krompirjevem golažu, kot imajo mogoče pri konkurenci? Smem povedati. Ne, se pravi, ja, mi recimo nismo porabili vseh sestavin, smo šli tako lepo zmerno, neko dozo tega in potem smo rekli, da potem pride pa pravi recept pa ven, ne. To bo naša, no, skrita. Kdo je prispel recept? Oče, brat? Ne, to je pa oče, to je pa šef, če lahko tako rečemo. Kostanjeva nedelja na Katarini da tudi odgovor na vprašanje, kakšna je letos letina kostanja. Nabirale so ženske in so nabrale. Jaz sem ga 2 kile nabral, ampak ženske so ga pa kar nosile. Je bilo pa težko nabrati, ja.
In kaj je tisto, kar je skrivnost dobro pečenega kostanja? Močen ogenj pa mešanje. Ste vi ljubitelj kostanja? Ja, jaz ga imam zelo rad. Ja. Pečenega, kuhanega v kakšni drugi obliki? Pečenega, najraje imam pečenega. Ja. Po naši evidenci se je prva kostanjeva nedelja na Katarini odvijala že pred 20 leti. Jaz sem zelo zadovoljna, upam, da so tudi obiskovalci tako zadovoljni, kot sem jaz. Vse smo dosti vlagali v to, da bi enkrat to zaživelo tako. In mislim, da tako obiskana, kot je letos, še ni bila in res lepo. Sam škoda, da je kostan bil šele zadnje dni začel dol padati. No. Tako da danes, ko me uspemo peči sproti kostan, tako taka navada še ni bilo. No. Za uspeh si šteje tudi, da so na stojnicah svoje pridelke oziroma bolj izdelke ponujali tudi domačini. Da so torej prireditev vzeli za svojo. Izdelki iz lesa, les pa je zrastel kje? Les dobimo v domači gmajni, nekaj pa tudi kupimo. Ne. Pač povpraševanje je veliko in se moraš prilagoditi na želje strank. Pa potem še dokupimo razne sorte, kot so ameriški oreh. Pač ukvarjam se z mizarstvom, prilagajam se željam strank, izdelujem še kravate, ki so zdaj moderne, potem epoksi smola, kombinirana z lesom. Tudi ekokmetija Kršina se je tokrat predstavila z drobnimi lesenimi izdelki. Naša kmetija mora tudi ob deževnih dneh kaj početi, tako da mi smo nekako združila najina skupna hobija v en tak posel in tudi delava take deske, ohane, vse sorte delava. Ja, je pa res, da mogoče nepričakovano, ampak se mi zdi, da les je lep. Škoda je kakšne stare sorte, jablan pa češenka enkrat odslužijo svoj namen, kurit za drva. Meni je to nekako pravim, da se dela greh, in potem raje naredimo kakšne take izdelke. Ja, na stojnici pa zaradi tega to prodajava, ker danes vemo, da je s samimi dovoljenji veliko težav. Imamo pa dopolnilno dejavnost na kmetiji tudi odprto, kjer lahko prek te dopolnilne dejavnosti prodajava te izdelke. Če je dopolnilna dejavnost, kaj vse je še dopolnilna dejavnost na vaši kmetiji? Ja, na naši kmetiji se zdaj usmerjamo zelo v turizem, se pravi šole, vrtce. Ravno prejšnji teden smo imeli eno obisk iz osnovne šole Nove Jarše, 70 učencev, ki so prišli na ogled kmetije. Tako da to je tista dejavnost. Nekaj je še svetovanja, pa jaz predavam tudi za kmete primer dobre prakse po celi Sloveniji, ampak najin cilj je nekako, da bi za prihodnost lahko otrokom pokazali tisto, kar ne vidijo. Ker tisto veselje, ko vidiš otroka, ko vidi, kako znese jajce, ker tega ne more več videti pri sebi po bloku, je tisto, kar te nekako tudi napolne za neko posebno energijo. In to se mi zdi, da je prihodnost naše kmetije. In ko potegnemo črto pod letošnjo prireditev? Nas je malo, zadelati nas je tudi malo, ampak za vsako stvar, ki smo jo pripravili, so določeni ljudje. Niso vsi za vse, ampak nekaj se ponavlja, ampak zmeraj na koncu speljamo z dobro voljo, predvsem se družimo in na koncu smo zadovoljni. No. Kakšne vloge ste imeli vse v tem zadnjem tednu? Kaj vse ste počeli v pripravah na to kostanjevo nedeljo? Vse, kar vidite, od lepljenja plakatov, delanja plakatov, razne dovoljenja, klicanje teh, ki so udeleženci, nabiranje kostanja cele dni, rezanje kostanja, priprava prostora, iskanje miz, iskanje za otroški kotiček stvari, igrače, pa ne nazadnje tudi, kdo bo sodeloval in tako. Sedaj mi pa povejte, kaj od tega ste najraje počeli? Nabirala kostan. Ljubimir. Tokratna kostanjeva nedelja je bila tudi lepa priložnost, da otroci preizkusijo nova igrala, ki jih je občina Medvode v sodelovanju s krajevno skupnostjo Katarina, turističnim društvom Katarina in osnovno šolo Preska v mesecu juliju postavila ob že obstoječem otroškem igrišču pri šoli. Postavljeno je kombinirano igralo z možnostjo uporabe tudi otrokom s posebnimi potrebami, opazovalnica ter dvojna gugalnica. Vrednost novih igral je nekaj čez 13 000 evrov.
V nedeljo je Kud Fofite premierno prizoril predstavo V drugo gre rado francoskega avtorja Jeana-Marie Chevreja v režiji Dušana Mlakarja, upokojenega profesorja na AGRFT-ju. Sam obisk predstave je bil zelo velik, sploh glede na to, da so predstavo zaradi tehničnih težav prestavili iz četrtka na nedeljo. A kot pravi naslov predstave, ne pa tudi pregovor, V drugo gre rado. 4-članska zasedba igralca Kuda Fofite je v nedeljo v Kulturnem domu v Medvodah ustvarila pariško vzdušje, ko je na odru odigrala predstavo V drugo gre rado. Predstavo, ki sledi odlomku iz življenja Jean in Odile Mortimont, upokojenima Parižanoma, ko ugotovita, da se njune sanje, kako bosta preživela jesen svojega življenja, razlikujejo. Gre o ženski, pa njenem možu, ki imata ustaljeno življenje in potem ona odkrije svoje hobije oziroma svoje želje in jih uresničuje, njemu pa to ni najbolj všeč. Predstavo je režiral Dušan Mlakar, priznani slovenski režiser in dolgoletni profesor na Akademiji za glasbo, film, radio in televizijo. To je bilo njegovo prvo sodelovanje s Kudom Fofite. Člani Kuda Fofite so priznali, da je bilo v začetku kar nekaj treme pred tem, da jih bo on režiral, a so tekom vaj ugotovili, da so bile te skrbi za manj in da je bilo sodelovanje z njim zelo pozitivno. Krasno, čudovito, on je profesor, upokojeni profesor na AGRFT-ju in tudi znamenit režiser, tako da smo se najprej kar malo, vsaj jaz, malo bali, kaj bo zdaj to, ker mi smo pa le ljubitelji, ne, ampak on je res srcem pri stvari, tako ljubezen ima do gledališča, da potem ti ves ta nezaupanje, ki ga imaš v sebi, potem spet nazaj dobiš in pogumno zakorakaš po odru in pokažeš, kar pač lahko pokažeš. Čudovito je bilo. Kako bi rekel, zelo sem zadovoljen, da sem bil tukaj med vami in zelo sem zadovoljen s to vašo igralsko ekipo, s tem vašim jedrom tukaj in ni mi žal, da sem pristal na režijo kljub svojim letom in vesel sem, da so ljudje predstavo zelo lepo sprejeli in da so pravzaprav vsi zadovoljni. V drugo gre rado je delo znanega francoskega pisca komedij Jean-Marie Chevreja, enega ljubših tekstopiscev režiserja Mlakarja. Zato ni čudno, da so se odločili uprizoriti prav to igro. Pričakoval sem, da bo odziv dober, ker mi je tekst zelo ljub. To je dobro napisan bulvar, zelo znanega francoskega pisca komedij in bulvarja, to je Jean-Marie Chevre, ki ima za sabo kar nekaj uspelih predstav ali pa bolje rečeno komadov. Pri nas smo ta tekst igrali dvakrat, tukaj in v mestnem gledališču pred 11 leti, mislim, ja. Obakrat v moji režiji. No in ko sem Janezu Venclu predlagal nekaj tekstov, ko je bil večkrat pri meni, pa dajmo, no se je on tudi odločil za ta komad. No, in izgleda, da nam ni žal. Ne, po publiki sodeč, po igralcih, zelo so se mučili, moram reči, zelo so bili kljub vsemu svojemu delu v privatnem življenju, ne, so to delo pustili, ko so stopili na oder in se popolnoma predali delu kot igralci. Sama predstava je požela velik aplavz, navdušeni pa so bili tako gledalci kot tudi igralci. Vkolikor si predstave v nedeljo ali včeraj v sredo, ko so že imeli prvo ponovitev, niste uspeli ogledati, ima Kud Fofite v namenu izvesti še eno ponovitev v četrtek 24. oktobra ob 19:30 uri v Kulturnem domu Medvode.
Preteklo soboto se je zaključila sezona gorskih tekov v svetovnem pokalu z jubilejno 40. izvedbo teka na Šmarno goro. Naš najboljši gorski tekač Timotej Bečan je za konec sezone v konkurenci 161 tekačev iz vsega sveta pritekel izjemno 3. mesto s časom 43:19 in zaostal le za Eritrejcema Mamujem in Abrahamom. Za člana KGT Papež so to prve stopničke svetovnega pokala. Po 11 letih, ko je zmagal Mitja Kosovel, pa tudi prva uvrstitev slovenskega tekača na zmagovalni oder. Matic Plaznik, član teka Šmarnogorska naveza, je bil 18. V ženski konkurenci je šla zmaga že drugo leto zapored v Kenijo, zahvaljujoč Lucy Wambui Murigi. Plaznikova klubska sotekmovalka Tina Kozjek pa je bila 17. S 40. tekom na Šmarno goro se je končala tudi 21. sezona svetovnega pokala v gorskih tekih. Timotej Bečan je osvojil končno 5. mesto z 260 točkami. Nastopil je na 4 preizkušnjah od 7. Slavil je Andrew Douglas iz Velike Britanije s 595 točkami. V angleškem Manchesteru od 12. do 19. oktobra poteka svetovno prvenstvo na velodromu kategorije Master. Udeležuje se ga tudi slovenski predstavnik Andrej Žavbi, ki je že prvi dan poskrbel za slovensko medaljo na velodromu. V disciplini Scratch je bil drugi in tako osvojil naslov svetovnega podprvaka, s tem pa že 3. medaljo na svetovnih prvenstvih v letošnji sezoni. Postal je svetovni prvak v avstrijskem St. Johanu z vintage kolesi, na cestni dirki na Poljskem pa je osvojil bronasto kolajno. Članska ekipa NK Izaro Medvode je v tekmi 8. kroga regionalne ljubljanske lige doživela 8. poraz. Na gostujočem igrišču je izgubila proti Ihanu z rezultatom 8:0. V 7. krogu Gorenjske nogometne lige je ekipa Združenih mladincev Škofja Loka Medvode v gosteh izgubila proti Zarici Kranj z rezultatom 3:1. In še v kegljaške lige. Hidro je v 4. krogu prve B slovenske lige izgubil Cerknici 7:1. V 3. krogu Ljubljanske lige je Hidro 2 doma premagal Delo z 8:0. Hidro 3 Medvode pa je izgubil v Ljubljani z Iskro s 4:4. V Vikrčah je neznani voznik trčil v parkirano vozilo in potem pobegnil ter oškodovancu ni dal svojih podatkov. V Pirničah pa se je voznik, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo, ponesrečil. Na srečo je bil edini udeleženec v nezgodi, mu je pa policija izdala še plačilni nalog zaradi prehitre vožnje. Policisti so v Vikrčah obravnavali poškodovanje tuje stvari, prav tako v Sori, in enako dejanje tudi 2-krat v Medvodah. V Medvodah so raziskovali tudi spletno goljufijo, v Valburgi pa so še malo manj modernizirani tatovi ukradli osebni avtomobil. V Sori je prišlo do delovne nesreče, v kateri se je delavec lažje poškodoval. Jesenski dnevi so čas, ko se dan krajša, slabša vidljivost in lažje opažanje, če je kdo doma, pa zbuja skomine nepridipravom, ki pridno preverjajo, kdo je doma in kdo ne, ter se tako lažje odločajo, v katerem stanovanju bodo poskušali srečo, da obogatijo na tuj račun. Ne olajšujte jim dela in poskrbite, da bodo vaša stanovanja zaklenjena, vredne stvari pa skrite na varnem mestu. Predvsem pa ne spuščajte neznancev v notranjost. Prihaja tudi čas, ko vam bodo nepridipravi radi trkali na dušo in poskusili zvabiti kaj od vas. Takrat se je dobro spomniti, na katero številko je treba poklicati, če se taki goljufi pojavijo v vašem kraju. Vozniki tovornih vozil in avtobusov ste do 27. oktobra pod drobnogledom prometnih policistov in voznike pozivamo, da vozite v skladu s predpisi in razmerami na cesti. Že več tednov vas pozivamo, da kliknete na Facebook stran Policijske uprave Ljubljana, ki ima že več kot 6000 sledilcev. Takšne vrste zalezovalcev so nadvse veseli in vas vabijo, da jih všečkate, če jih seveda že niste. Za danes je to vse. Prihodnja oddaja pa bo vsa v znamenju različnih obletnic. Med drugim 30 let turističnega društva Hraše, 25 let jahalnega centra Jankar, 150-letnica smrti Simona Jenka, pa še 100-letnica rojstva Branislave Sušnik. Skratka, na snidenje prihodnjič.